Tole sta Matej in njegov učitelj bobnanja Luka, tole pa Lovro in učitelj Žiga. Matej obiskuje zasebno, Lovro pa javno glasbeno šolo. Poglejmo razlike. Bobne igram enkrat v teden, ponavadi po 45 minut, kjer dan pa kjer ura se pa ponavadi podogovarjamo sproti. Uro tolkal imam dvakrat na teden, v torek pa v petek in v petek imam še glasbeno teorijo. Kjer pesmi bom igral, si ponavadi izberem sam. Učitelj pač predlaga par skladb, ki bi bile primerne za igranje in pol si pač zberemo skupaj. Katere skladbe bo učenec igral, je v javni glasbeni šoli odvisno od učnega načrta. Pri učenju igranja na bobne učenec v javni glasbeni šoli, drugače kot v zasebni, v vsakem primeru spozna še druga tolkala. Ko učenec s svojim letom primerno igra mali boben, ksilofon, ostala melodična tolkala, pol jaz rečem, kaj te najbolj zanima, pa če reče bobni, jaz bi rad en rock komad igral, pa gremo pol tisto. Lovro učitelj je akademsko izobražen glasbenik, v zasebni glasbeni šoli pa visoka glasbena izobrazba učiteljev ni nujna. Luka je ful prijazen, zanimiv, veliko me nauči, pa hiter me nauči. Pri pouku tolkal mi je čisto vse v redu, sam teorijo moramo še zraven delati, to je tisti manj zabaven del. Teorija je obvezni del javnega glasbenega izobraževanja, pri zasebnem pa ni nujna. Javne šole stanejo okrog 30 ali 40 evrov mesečno, odvisno od občine ustanoviteljice, zasebne pa načeloma vsaj 100 evrov. Jaz bobne igram čisto zase, nimam planov. Jaz to delam zato, ker mi dobro zveni, pa da svoji mami kaj zaigram po babi. V javni glasbeni šoli narediš 6 razredov in na koncu 6. razreda dobiš spričevalo, da imaš zaključeno nižjo glasbeno šolo. To pa ni nujno, če želiš v srednjo glasbeno šolo. Pogoj za vpis so namreč izpolnjeni pogoji za vpis na gimnazijo ter uspešno upravljeni sprejemni izpiti in nauk o glasbi, ne pa končana nižja glasbena šola. Kljub razlikam načinu izobraževanja pa imata Matej in Lovro oba rada glasbo. Ko si starejši, igraš tudi v orkestrih in tam spoznaš veliko vrstnikov, note so ti jasne. Da nismo skozi sam za mizo, pa za domačo nalogo, pa za televizijo, pa še kaj novega delamo, pa zato, ker se ful zabavamo.